Recimo, da ste zadnjih 20 let preživeli na Marsu in vam ob omenjanju modro-zlate barvne kombinacije, ob brbutajočem izpuhu in ob voznih lastnostih, ki v sramoto spravljajo 2 ali pa 3-krat dražje avtomobile, niti slučajno ni jasno, o čem govorim, potem si najprej pogledajte tole, da ne izgubljam časa. Subaru Impreza VRX STI, eden zame najljubših športnikov in verjetno bom tokrat malce pristranski. Ne bom rekel, da je to eden najboljših hot hatchov, ker ni kombi limuzina, samo prejšnja generacija je bila kombi limuzinska, očitno se jim je malce ocenilo. No, ta je spet limuzina in čeprav nobena od teh treh ni v pravilni barvni kombinaciji, je še vedno odličen avtomobil. Še vedno je grda, ampak bom najbrž še 5 let rekel, da je odlična, se mi vedno to zgodi. In še vedno se odlično pelje. Ta nova generacija je 1,5 cm daljša, zadnji spoiler je centimeter višji, prtljažnika je sedaj 460 litrov in več prostora za potnike na zadnjih sedežih. Ker pa vem, da vas te stvari ne zanimajo niti malo, gremo k bolj zanimivim stvarem. Kdor si sedaj misli, da teh 300 konjev ni bistveno več od tega, kar ponujajo Focus ST, Megane RS in tako naprej, ima po eni strani prav, ampak vseeno nekaj pozablja. Vsi omenjeni so brez dvoma zelo hitri in zelo zabavni, so pa pogosto zaradi le sprednjega pogona bolj naporni. Podvozje je zelo trdo, občutek na volanu malce slabši zaradi tega, ker je pač na volanu veliko navora in kakšne Astre OPC recimo ne bi upal kupiti ženi za vsakodnevno vožnjo, bi takoj dobil odpoved. Ne trdim, da je VRX STI, brez Impreza, ker sedaj je to samo VRX STI, udoben avtomobil. Je pa takole pri normalni vožnji bistveno manj naporen. Boksarski motor poskrbi za nizko težišče, blaženje je posledično lahko bolj mehko, občutek na volanu pa je boljši kot pri vseh ostalih. Včasih so uporabljali Momo volane, ne vem, če je ta še, ampak je vsekakor zelo dober. In tudi obračalni krog oziroma krmilni mehanizem je sedaj bolj direkten, iz razmerja 15:1 so ga spremenili na 13:1. Vse tole je fino, ampak jaz nisem prišel tako daleč v Italijo, da bom VRX STI vozil po teh lokalnih cestah in me bodo prehitevali Passati. Grem na stezo. Pogon ostaja 4-kolesni, seveda in pod pokrovom znani 2,5-litrski turbobencinski boksarski motor. In to pomeni, da imam še vedno cel kup brbotanja na voljo. V osnovi gre pogon takole, dobrih 40% na sprednjo os in slabih 60% na zadnjo. Ga pa seveda lahko spremenim, tokrat imam nekaj več moči nastavljene zadaj, zato ker Impreza še vedno zna malce podkrmiliti v zavojih. Potem bo še trdota vzmetenja, trenutno na stezi na Sport Sharp, dejansko najbolj športno nastavitev. Lahko bi pojamral, da me moti tale plastika, ki imitira karbon in to zelo slabo. Lahko bi tudi povedal, da je zvočni sistem zelo dober, ampak me to en drag briga. Uspešek do 100 v manj kot 5 sekundah je tista bolj zanimiva stvar. Na teh mednarodnih premjerah vedno upamo, da bo lepo vreme, sem pa tokrat upal, da bo grdo, zato ker je Impreza, oziroma VRX STI brez Impreza, zelo zanimiv avtomobil, tudi takrat, ko grejo stvari po strani. Ena najboljših stvari tega avtomobila je nedvomno, da tako dobro odpušča napake. Dejansko, če si prehiter, samo močno zavreč, približno pravilno postaviš volan in se stvari kar nekako uredijo. Potem je še ta zvok. Nekaj najboljšega. Zdaj me pa nekdo lovi, ker čakam v kamero in gremo malo bolj resno. V bistvu je tako, Megane RS, Focus ST in ostali sploh niso pravi tekmeci. Dejansko najbližji tekmec je bil Mitsubishi Lancer, Evo pa ga ni več, tako da sedaj dejansko so tekmeci Golf R, Audi S3, BMW 135M in mogoče Mercedes-Benz A45 AMG. Vsi imajo zelo podobno ceno in to je verjetno največja težava tega avtomobila. Zaradi našega super davka bo ta avtomobil v Sloveniji stal 55 000 evrov. To pa ni več malo.